V občini Šmarješke Toplice se trudijo kar največ iztisniti iz naslova Turizem za ljudi. Zato so namenu predali 5 novih turističnih točk. Poslovne ženske se vse bolj uveljavljajo in zavedajo svojih sposobnosti. Bili smo z njimi na njihovem srečanju. Na Bučki jim ni žal, da so ohranili dediščino svojih dedov, saj s tem dokazujejo, kako trdno stojijo na tem lepem koščku dolenjske zemlje. Nekdaj za živinsko krmo, zdaj pa vse bolj kot zdrava prehrana. Ja, vse to in še marsikaj smo izvedeli na prvi bučarijadi v Novem mestu. Bili pa smo tudi na 2 sejah občinskih svetov, torej v Trebnjem in pa v Dolenjskih Toplicah. Vabljeni k ogledu. Ob svetovnem dnevu turizma, tega vsako leto obeležujemo 27. septembra, so v občini Šmarješke Toplice namenu predali 5 novih turističnih točk na tematski poti Vir življenjske energije. S projektom, ki je bil v znatni meri sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, želijo še obogatiti že doslej dokaj pestro turistično ponudbo v občini. Številne kulturne in naravne znamenitosti ter nemalo kolesarskih in drugih pešpoti, pa tudi gastronomsko ponudbo v občini bi kaj lahko označili za zadovoljivo, so letos dopolnili s 5 turističnimi točkami na tematski poti Vir življenjske energije, ter tako turistom in nenazadnje tudi domačinom ponudili še pestrejše možnosti za raznovrstna doživetja, spomine ali aktivno preživljanje prostega časa. Največja pridobitev je vsekakor terminal na dotik, ki stoji v centru Šmarjeških Toplic. Tukaj je turistična ponudba celotne občine, trenutno v 2 jezikih, slovenskem in angleškem. V prevodu pa je še v nemški jezik, italijanski jezik, ruski in pa češki jezik. Tako da bomo imeli ponudbo občine v 6 jezikih. Dostopna je 365 dni, 24 ur na dan, tako da lahko gost ali domačin v vsakem trenutku dobi popolne informacije o občini. Hkrati so v neposredni bližini Term Šmarješke Toplice uredili dostop do ruševin gradu Štrlek in v Beli cerkvi tako imenovano Škratovo jamo. Uredili smo tudi na Koglem čudovito razgledno ploščad. Koglo je naša najvišja točka v občini in od tu ni le lep razgled po celotni občini, ampak vidi se tudi do sosednjih občin in pa seveda do Savinjskih Alp. In pa v Slapah je cerkev Karmelske Matere Božje in to smo uredili zato, ker v Klevevžu načrtujemo naš nov drugi turistični produkt, hotel Klevevž, in v Slapah je tudi grobnica družine Ulem, to še zadnji živeči graščaki, ki so živeli na gradu Klevevž, preden so ga sežgali. S projektom, katerega namen je predvsem prepoznavanje in oživljanje naravnih in kulturnih danosti, je bila občina uspešna na razpisu lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine. Seveda je zadostila vsem pogojem, torej razpršenost nosilcev in partnerjev po našem okolju in seveda tudi zagotavljanje trajnosti. V projektu je bila prepoznana naravna in kulturna dediščina in tudi nadgradnja podjetniške miselnosti, tako na eni strani ponudnikov, ki so v tem okolju, in hkrati nove priložnosti za prepoznavanje zgodovinskih dejstev. Torej povezovanje javnega sektorja kot nosilke občine Šmarješke Toplice in pa partnerjev turističnega društva in pa Term Krka pravzaprav nadgrajuje javno-zasebno partnerstvo in seveda tudi polni ta projekt z dodano vrednostjo, ki jo prinaša okolju. Gre sicer le za enega izmed številnih projektov v okviru letnih izvedbenih načrtov, ki so sofinancirani sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Več kot 36 projektov je v okviru letnih izvedbenih načrtov od leta 2008, ko smo pričeli upravljati s programom LIDER oziroma sredstvi LIDER, in seveda tudi ta projekt je eden izmed te množice teh projektov, ki se zaključuje, ki je pravzaprav mozaik v kamenčkih, v sliki, ki jo gradimo, in seveda želimo spodbujati podjetniško miselnost in hkrati partnerstva ter prebujanje priložnosti, ki podeželje, katerega zelo bogata je naša regija, ponuja, in seveda tudi prinaša nova delovna mesta, prinaša nov dvig kvalitete življenja v našem okolju.
Ureditev 5 novih turističnih točk oziroma zanimivosti od skupno 20 predvidenih, čeprav jih bo v prihodnje zaradi vedno novih idej nemara še več, je stala slabih 80 tisoč evrov. Skoraj 65 tisoč evrov pa smo dobili nepovratnih sredstev Las in Lider, ostalo pa je bilo financirano iz turistične takse in pa od sodelujočih partnerjev Term Šmarješke Toplice, Turističnega društva Šmarješke Toplice in Športno-turističnega društva Bela Cerkev. Da nove turistične točke pripomorejo k utrjevanju občine Šmarješke Toplice kot znane turistične destinacije, meni vršilec dolžnosti direktorata za turizem. Vsak napredek šteje, to je zagotovo. Jaz sem vesel vsakih novih projektov, vsaka izpopolnitev turistične ponudbe zaokroža to ponudbo in daje neko novo kvaliteto. Pokaže pa tudi odprtost občine Šmarješke Toplice, se pravi vodstva in pa vseh ostalih za sodelovanje in to je tudi zelo močno sporočilo. Družbo Terme Krka kot glavnega ponudnika, najpomembnejšega ponudnika turističnih produktov v občini Šmarješke Toplice izredno veseli današnja pridobitev in je na nek način dokaz, da samo gospodarstvo brez lokalnih partnerjev takšnih stvari ne more narediti. Tako da smo veseli, da se je zadeva zrealizirala in pričakujemo, da bomo v naslednjih letih imeli še kar nekaj podobnih projektov. Kot še dodaja Šoster, njihovi gostje največ povprašujejo ravno po tovrstnih turističnih točkah. Ravno sprehajalne poti, tematski parki na nek način so v bistvu točke, ki zanimajo naše goste, tako da popoldne, ko v bistvu se konča njihov program v termah, lahko grejo v naravo. Za povezovanje turistične ponudbe tako na lokalnem, kakor tudi na regionalnem nivoju bo po besedah Špec Potočarjeve tudi v naslednjem programskem obdobju med leti 14 in 20 na voljo dovolj sredstev in s tem tudi zadosti priložnosti, da občina Šmarješke Toplice na turističnem zemljevidu zavzame še vidnejše mesto kot doslej. V letošnjem letu smo odprli in uredili 5 teh točk. V prihodnjem letu sledi nadaljevanje, tudi opazovalnico za bobre bomo naredili na Vinjem vrhu, kjer imamo zelo bogato arheološko dediščino, bomo prikazali tudi eno takšno zelo lepo točko in pa še po vseh ostalih krajih v občini z namenom ohranjanja te naše naravne in kulturne dediščine tudi v prihodnje, obogatiti našega turizma in pa seveda, da bi naredili občino čim bolj prijazno za nove obiskovalce in pa seveda za domačine, prijetno bivalno okolje, za vse naše občanke, občane, šolske otroke. Društvo poslovnih žensk FAM združuje poslovne ženske. Med drugim vsak mesec pripravljajo skupna srečanja, na katerih spoznavajo različne institucije in njihovo delovanje, ter si tako širijo obzorja. Tokrat se je odvilo srečanje v Splošni bolnišnici Novo mesto. Srž druženje, povezovanje in izmenjava izkušenj, saj je ženska narava drugačna od moške, pravi podpredsednica društva FAM. V društvu je trenutno 140 članic. Bistveni namen je poslovno združevanje poslovnih žensk, da si med sabo izmenjamo izkušnje na nek bolj domač način. Tovrstna srečanja so dobrodošla, saj ne gre za klasično poslovno okolje, ko so prisotni določeni pritiski. Ja, pri nas tudi veliko skrbimo za to, da starejše menedžerke prenašajo svoje izkušnje mlajšim menedžerkam, ker imamo in starejše in mlajše članice, tako da je malo lažje, če potrebuješ kakšen nasvet, pogledaš, poveš, živijo, jaz FAM-a sem, sicer ne vem, če me poznaš, ampak veš, rabim to pa to in je nek drug način izmenjave, ker ti pomaga. Na srečanju sta tako poslovna in strokovna direktorica Mira Retelj in Lučka Kocec predstavili delovanje regijske bolnišnice, četrte največje v Sloveniji, za več kot 1000 zaposlenimi, ki skrbijo za približno 140 tisoč prebivalcev v jugovzhodni Sloveniji in predvsem njeno vizijo, saj se
bodo morali tudi javni zavodi v prihodnje usmeriti na tržno področje. Nenazadnje bo v prihodnjem letu, v mesecu oktobru, prost pretok pacientov in tako bomo tudi mi pričakovali paciente iz drugih evropskih držav, kot bodo verjetno tudi naši pacienti odhajali, če ne bodo naše storitve dovolj kakovostne, pravočasne in vsekakor dobre. Za temo so si tokrat izbrali sistem zdravstvenega varstva, o katerem sta govorila primarij Martin Tot in direktorica območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Novo mesto Tatjana Mlakar. Na poslovanje zavodov je že vplival zakon o uravnoteženju javnih financ. V zadnjih kriznih letih pa so določene ukrepe že izvedli. Pričeli smo na področju obvladovanja materialnih stroškov in pa nadaljujemo na področju racionalizacije tudi morda nekaterih preiskav, kajti ugotavljamo, da se nemalokrat dogaja, da se tudi preiskave, ki jih koristimo, ko želimo ohraniti ali izboljšati naše zdravstveno stanje, ponavljajo. A v vsakem poslovnem sistemu je še vedno možno kaj izboljšati in kriza je priložnost, da naredimo korak naprej v kakovostni opravljanje storitev, pravi Mlakarjeva. Zato želimo predvsem ta sedanji čas izpostaviti kot priložnost za izziv, da postanemo boljši, kvalitetnejši, da ostanemo ali pa postanemo še boljši zdravstveni servis za naše zavarovane osebe. Tako kot doslej pa se bodo tudi poslovne ženske združene v FAM srečevale tudi poslej in tako so srečanja predvidena že precej vnaprej. Vsak mesec, razen poletnih mesecev, ko so počitnice, vsakič je druga tema v drugem kraju. Vedno so nove ideje, tako da nam ne zmanjka in moram reči, da ženske, ki hodijo več, zelo veliko odnesejo. Sama sem navdušena nad tem. Izvem informacije, ki jih nikoli ne bi izvedela, kad se na teh srečanjih izvejo. In tako, da potujejo okrog, se približajo svojim članicam, ki niso zgolj iz Ljubljane, pač pa iz vse Slovenije in lahko zagotovo najdejo priložnost, da se udeležijo vsaj srečanja v domačem kraju. Če vas je pot kdaj morebiti zanesla na bučko v občini Škocjan, potem je vaše oko zlahka opazilo, da je v kraju tudi dandanes mogoče še vedno najti številne stare lesene hiše, kozolce, toplerje in še marsikaj drugega. Prebogata kulturna dediščina je rdeča nit razstave, ki sta jo ob Svetovnem dnevu turizma in Evropskih dnevih kulture in kulturne dediščine v sodelovanju z območnim zavodom za varstvo kulturne dediščine pripravili tamkajšnje kulturno in turistično društvo. Namen razstave je predvsem informirati lokalno prebivalstvo o delu spomeniško-varstvene službe na tem območju ter o pomenu ohranjanja in varstva kulturne dediščine za nadaljne generacije. Znotraj turističnega društva vedno mer težimo, da smo aktualni, da spremljamo dogajanje in opažamo to. Ja, vedno radi rečemo, da je naš kraj pa ima bogato naravno in kulturno dediščino. To je splošna fraza, ki jo uporablja, skoraj vsako društvo ima to nekje napisano v kakih izloženkah, ampak kaj konkretno pa to je? Kaj je to bogata kulturna dediščina? In smo v bistvu na podlagi tega vprašanja se povezali z zavodom, da nam oni kot zunanja strokovna ustanova rečejo, glejte, takole je, tole imate, v takem stanju je. S pomočjo območnega zavoda za varstvo kulturne dediščine so tako prišli do spoznanja, da je samo na območju krajevne skupnosti Bučka v register nepremične kulturne dediščine vpisanih več kot 30 objektov. Tokratna razstava je sicer zasnovana nekoliko širše, saj so poleg arheoloških najdišč predstavljena predvsem obnovitvena dela, ki so v minulih letih potekala širom jugovzhodne Slovenije. Tukaj gre v bistvu za dve razstavi. Prva je starejšega datuma iz leta 2006, takrat je zavod zasnoval razstavo na 15 panojih, na katerih je predstavil metode konzervatorskega in restauratorskega dela.
za to priložnost tukaj na Bučki smo pa pripravili neko dopolnitev te osnovne razstave z 4 panoji, na katerih smo predstavili zadnje aktualne posege v občini Škocjan. Gre za obnovitvena dela na cerkvi gotskega porekla Rožnovenske Matere Božje na Stopnem, znanem romarskem središču, v parku Zagraški log, ki ga trenutno poleg lesene kašče in svinjaka krasi še stara lesena kmečka hiša iz sredine 19. stoletja, po domače Rangusova hiša, in na tako imenovanem Kaplerjevem mlinu, enega najstarejših mlinov na Dolenjskem, katerega posebnost je mlinsko postrojenje iz leta 1858. Hkrati so na razstavi predstavljeni tudi obnovitveni posegi na cerkvi svetega Jurija v Močvirju, ki je denimo leta 1996 zaradi slabega stanja za celo desetletje nehala upravljati svojo nalogo. Prav veseli smo, da je pač ta cerkev v Močvirju, za katero smo tudi iz te predstavitve pač izvedeli, da je izjemnega pomena, pomemben kulturni spomenik, da je ta cerkev prišla do te faze, da je obnovljena in da jo tudi lahko, tako kot vse ostale objekte oziroma tudi naravno dediščino in prireditve in ostalo dogajanje na Bučki vključujemo v skupno turistično ponudbo na tem območju. Kljub dejstvu, da strokovno zahtevna obnovitvena dela pogosto terjajo tudi nemajhna finančna sredstva, pa je pobud za obnovo stavbne oziroma kulturne dediščine vedno več. Samo na novomeškem območnem zavodu po besedah Dušana Štepca vsako leto namreč dobijo približno 800 uradnih vlog. Ja, iniciativ za obnovo dediščine čedalje več. Ta dediščina je danes v bistvu vsakodnevni pojav, na vsakem koraku slišimo o dediščini. Zdaj perspektiva dediščine je velika, to se pravi, nič več ne govorimo o dediščini kot o cokli razvoja, ampak predvsem z tega vidika, da je lahko generator različnih razvojnih modelov. Ni samo neko stran metanje denarja, ampak je predvsem dobra naložba za prihodnost. Danes na Dolenjskem že poznamo kar nekaj lokacij, kjer so recimo kulturni spomeniki, ki so dobro, kvalitetno obnovljeni in seveda že tudi funkcionirajo za svojo novo namembnostjo. Obnovljena kulturna dediščina pogosto sicer ne služi več svojemu osnovnemu namenu, temveč jo lastniki ob vzgojno-izobraževalni funkciji nemalokrat namenijo turistični dejavnosti. Ja, dediščina ima več pomenov. Prva je seveda predvsem ta, da nosi, bi rekel, to sporočilnost za vse nadaljne generacije, to se pravi vedenje, znanje o različnih, bi rekel, kulturnih pojavih, potem o načinu in kulturi življenja, o tehničnih znanjih. To so stvari, ki so v vsakem časovnem obdobju bile pomembne in seveda njihove pozitivne lastnosti še danes lahko pametno uporabljamo. To se pravi, iz tega vidika je seveda najpomembnejši ta segment, potem v drugem planu je seveda pa tudi ta gospodarski pomen dediščine. Dobro obnovljena dediščina seveda lahko prinaša tudi nek vir dohodka, tako lokalnem prebivalstvu, kot konec koncev tudi, bi rekel, tudi državi. Razstava na Bučki bo sicer na ogled še kar nekaj časa. Potem pa je naš namen, da se razstava v bistvu postavi tudi v vseh ostalih krajih, odkoder so ti objekti, ki so bili nazadnje obnovljeni, se pravi, da gosti tudi v Zavinku, v Zagradu in v Škocjanu. Ohranjanju kulturne dediščine nameravajo na Bučki tudi v prihodnje posvečati posebno pozornost, zakaj zob časa pa tudi visoka finančna sredstva potrebna za obnovo namreč potrjujeta, da dobršni del stavbne dediščine enostavno propade in tega si na Bučki nikakor ne želijo. Ploščad pred gostiščem na novomeškem glavnem trgu je bila pred nočjo čarovnic oranžno obarvana. Vse je bilo namreč v znamenju buč oziroma prve bučarijade, na katero so povabili v kmetijski zadrugi Krka in Zavodu za turizem.
Prireditelja sta želela na dan pred nočjo čarovnic in med šolskimi počitnicami popestriti dogajanje v središču Novega mesta ter prebivalcem približati buče in njihovo uporabo v prehrani. Z dogodkom so hkrati obiskovalcem približali podeželje in lokalno pridelano zelenjavo na integriran način, ki jo zagotavlja Kmetijska zadruga Krka. Povabili smo naše kmete, se pravi, povabili smo kmetijsko šolo, povabili smo dva predelovalca buč, dva naša kmeta in gospoda, ki predelovalca buč, predstavlja se naša zadruga. Na eni stojnici se predstavlja kmetijska šola Grm in pa sodelujemo tudi s Hišo Kulinariko, kjer so danes pripravili posebne menije z prilogami oziroma z jedmi iz buč. Z bučarjado nekako zaokrožujemo letošnjo sezono prodaje zelenjave. Ta, bom rekel, pod črto je zadovoljiva, je pa daleč od tistega, kar si želimo in s čemer bi uspeli skupaj z našimi kmeti povečati slovensko samooskrbo. Za obiskovalce bučarjade so pripravili razstavo različnih sort buč, pokušino jedi iz buč, brezplačne delavnice z izrezovanjem buč ter tržnico, na kateri so okoliške kmetije ponudile sezonsko zelenjavo in sadje iz integrirane pridelave. V glavnem se predstavljamo z jabolki, kisom, domačim jabolčnim sokom, korenčkov sok imamo, to je to, vino. Vas ljudje poznajo vaše izdelke ali je to dober način, da se... Da poznajo, tako če greš pa na tržnice, te pa še bolj spoznajo, pa vidijo tvoje izdelke, takole v živo, ne? Pridelovalec Marjan Šircelj iz Grosuplja ima doma kar 20 ton različnih vrst buč. 5 vrst letos. Ker buča počasi prihaja tudi na naš trg, zunaj smo pa zasledili, da je že kar zelo priznana jed za vsakodnevno rabo, ne samo za kot posebnost. Ja, buče so dobre v smeri bazičnosti prehrane, kot vsakodnevna jed. Napram krompirju se dobro sicer kombinirajo, so pa po pogledu škroba boljše, ker imajo manj škroba. Veliko natrija dopolnjujejo, kombinacije s kalcijem so pomembne za kosti in same lepe učinke na telo, dobre. Rumene buče so za širši krog še vedno nezanimive, ker želijo spremeniti z dogodki, kot je bučarjada, pravijo v Kmetijski zadrugi Krka. Mogoče so male jedilne bučke, ne? To so zanimive izdelke, ki ga prodamo v velikih količinah. Te, bom rekel, rumene buče so pa trenutno popolnoma nezanimive in jih v bistvu vsi skupaj podcenjujemo, no? Nekateri ljudje pa buče že uporabljajo v dnevni prehrani, saj je iz njih možno narediti marsikaj okusnega. Bučne juhe, recimo, ali na žaru pečene, tudi zavitke sem že delala iz buč, surove med solato, tako da zanimivo. Kompoti. In ker sem velik ljubitelj buč, sem tudi vegetarijanec, uživam ob jedi bučnih juh in buče na vse načine. Buč je več vrst, ne? Koliko različnih recimo vi uporabljate? V glavnem Hokkaido, ki mi je najbolj okusna, sicer pa sem zdaj spoznala še neke nove in se bom lotila tudi teh, ker jih lahko popečeš na žaru ali kakorkoli drugače pripraviš, kot mi je gospod svetoval, kot pire. Skratka, to je en krasen nadomestek za meso. Sicer pa sta med ljudmi še vedno najbolj priljubljena bučna juha in pire. Trbanski občinski svetniki so se sestali na 14. redni seji, na kateri so obravnavali 15 točk na dnevnem redu. Med drugim so sprejeli potrebne dokumente za energetsko sanacijo osnovne šole Trebnje in podružnične šole Šentlovrenc, pri čemer občina Trebnje računa na kohezijska sredstva. V Šentlovrencu, naložba bo stala skoraj 260 tisočakov, nameravajo stavbo v celoti obnoviti. Tako od oken, se pravi in fasade, tav, stropov in tudi kar se tiče ostalih notranjih podov. Naložba v Trebnjem, kjer so v preteklosti že zamenjali nekaj oken z energetsko varčnejšimi, pa je ocenjena dobra 2 milijona evrov, od tega naj bi šla dobra polovica denarja iz občinskega proračuna. Med drugim nameravajo vgraditi nov prezračevalni sistem. Telovadnica se zamenja tako voj in pa tudi vsa ta
te stavbni elementi, se pravi okna pa vrata in pa tudi streha, izolacija. Pri šoli se pa zamenja seveda ovoj in potrebna tista izolacija, ki je na stropu. V obeh šolah načrtujejo tudi vgradnjo kotlov na biomaso. Če bodo na razpisih dobili denar, bodo dela predvidoma stekla v prihodnjem letu, potekala pa naj bi tudi v letu 2014. Potrdili so tudi potrebne dokumente za projekt ureditev infrastrukture in odkup zemljišč v romskem naselju Hudeje, za katerega je občina pridobila sredstva na razpisu. S tem so zaključili še en del urejanja Hudej, zdaj pa bo na vrsti čistilna naprava, poudarja tamkajšnji župan. Ne samo za Rome, ampak tudi za naselje Blato in Račje selo, kar bo po svoje pravzaprav spet en kamenček v boljši mozaik tudi za romske skupnosti in za okoliške prebivalce. Svetniki so med drugim potrdili tudi drugo novelacijo investicijskega programa zagotovitev prostorov za potrebe knjižnice in dokument, identifikacije investicijskega projekta z analizo stroškov in koristi za operacijo zamenjava cevovoda na primarnem vodovodnem omrežju Trebnje. Proračun je varčen, a ambiciozen, pravi topliški župan, kar pomeni, da smo si zadali kar velike načrte, to se pravi Suhokranjski vodovod, pločnik sela Poturen, prvi del izgradnje čistilne naprave, torej dokumentacijski del, izgradnjo križišča v Poturnu. Za vse to imamo nekako napeljana državna oziroma evropska sredstva, vendar je naš del za soinvestiranje tudi kar zajeten, tako da bomo morali v naslednjih letih biti zelo, zelo varčni. Največ pomislekov svetnikov pa je bilo na temo in vlogo Suhokranjskega vodovoda. Stvari pa se premikajo tudi, kar se tiče obnove topliške osnovne šole. Država bo prispevala 515 000 evrov, je še povedal Muhič. To je bilo vse v tokratnem dolenjskem sončnem obzorniku. Cenjeni gledalke in gledalci, lepa hvala za vašo pozornost in seveda vabljeni k ogledu spet čez 14 dni.